Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Z mano je Kristina Nika Vuletič. Kristi, te lahko prosim, da se predstaviš, kot želiš biti predstavljena? Jaz sem več Kristina Nika, ampak vsi me v bistvu kličejo Kristi, to je to. Tako se predstavljam povsod, drugače pa, če gremo korak dlje, sem transženska, to pomeni, da sem se rodila kot fant, ampak zadnjih 5 let živim svoje novo življenje kot oseba nasprotnega spola, kakor sem bila rojena. Če gremo pa še en korak naprej, po izobrazbi sem pa HR menedžer, ampak tega dela ne opravljam, ker si ne predstavljam 8 ur na dan sedeti v pisarni in zelo rada delam z ljudmi. Tako da imam 3 različne poklice, delam v fitnesu kot učim kolesarske treninge, potem delam kot maserka v svojem družinskem podjetju, pa občasno še v moji dolgoletni službi v lokalu v centru Ljubljane in to bo to. Tako da. In seveda ni potrebno posebej poudarjati, da se bo najin današnji pogovor vrtel okoli dejstva, da si transženska. Ja. Kaj to pomeni? Transženska pomeni, da, ko sem se rodila, mi je bil pripisan pri rojstvu moški spol, torej sem bila celo življenje fant, dokler se nisem odločila, da ta življenje me ne sede, da ga hočem spremeniti, da se v svojemu notranjemu bitu bolj počutim kot ženska in da je to življenje, ki ga hočem živeti, tudi navzven. In sem potem začela s tranzicijo, in tukaj sem zdaj v tej svoji podobi, kakršni pač je. Zdaj si mi v bistvu kar položila v usta, rekla si: "Odločila sem se, da mi ne sede." Je to zavestna odločitev? Je to odločitev, ki temelji na nekih notranjih občutkih? Je to odločitev, ki temelji na podlagi nekega družbenega pritiska? Kakšna odločitev je to? Jaz sem odraščala in vedno pač sem imel normalno moško družbo, smo bili fantki, pol kasneje fantje, smo delali fantovske stvari. Moj odraščanje je bilo tako zelo, zelo tipičen, kakršen ne bi bil za enega fanta, a ne. Ampak vedno sem pa čutila v svojem telesu, da je nekaj off, vedno je bilo nekaj je bilo narobe, ampak pač jaz sem nekje 83, a ne, in ko smo mi odraščali, ni bilo interneta, ni bilo nekih medijev, bili so časopisi, ki so ga imeli starši naročeni, pa bil radio in stacionarni telefoni, tam se je pač končalo, ne, z elektronskimi napravami. Tako da v bistvu nekega, v bistvu transspolnost je bila neka tematika, ki ni bila dosegljiva, sploh v bistvu nisi vedel za to, da to sploh obstaja, ne. Kako si pa ti čutila, da je nekaj off? Kakšni občutki so bili to? Kako bi Zdaj opisala? niti ne paše, ke smo bili fantje, punce, in mi je tako v bistvu vedno bolj pasalo delati tisto, kar so punce delale, vedno mi je bolj pasala njihova družba, vedno mi je bolj pasalo, kako so se one oblačile, in to me je ful privlačilo, a ne. Jaz se spomnim, ene 6 let mislim, da je bilo, me je sestra prvič oblekla kot punčko, bil je joke, tako pač doma enkrat iz totalnega dolgčasa, a ne, en vikend. Rdeče krilo, bela srajčka, malo mi čopso poštimala, a ne. In vem, da mi je to tako noro sedlo, ampak v bistvu nisem vedela, zakaj mi je to noro sedlo, ker mi je bilo pač 6 let, a ne, samo bil mi je ta pravi občutek, no, tudi mislim, da sem takrat prvič zaznala, recimo, svojo pravo spolno identiteto, čeprav nisem vedela, zakaj to gre, no. Kakšna pa je torej tvoja prava spolna identiteta? Jaz se identificiram zdaj kot transženska, torej ženska, ampak v bistvu vedno uporabljam besedo trans, ker se mi zdi to pravilno, ker to sem. Sicer v zahodnem svetu marsikje to ljudem ne bi bilo všeč, da se tako izražam, zaradi tega, ker ko ti narediš tranzicijo, si pač ženska, ne. Ampak ne vem, jaz sem ponosen na to, ker meni je to všeč, saj tudi jaz tudi svoje podobe ne morem skriti, imam 1,83 m, imam 95 kil, pač velik del tega je posledica to, da sem veliko let preživela v fitnesu, ne. Ampak tako fascinira me pa je to, in to mi je bilo všeč, sem bila na Tajskem na dopustu nekaj, pač konec leta, en mesec. In dol so transspolne osebe del njihove kulture in tega je zelo veliko, a ne. In tako vsakič, ko
ko komuniciraš z njimi, oni vedno pravijo: "I'm not a woman." To me je ful fasciniralo. Zakaj to pravijo, ne? Potem vse pravijo: "I'm trans, I'm a ladyboy." To pač to pri njih ta izraz, a ne. In to tako s ponosom povejo, ampak fascinira me to, ko so rekle: "I'm not a woman." Ne. To mi je bilo tako zelo fascinantno. In jaz tudi tako pač mislim, a ne, jaz sem trans ženska, ne. Pač rodila sem se z moškim organi, še zmeraj jih imam noter v telesu in tega jaz žal ne morem spremeniti, ne. Lahko pač in zaradi tega vedno vsakemu samo rečem, da sem kristi, če sem v družbi, bom seveda rekel, da sem punca, ne, ampak če me pa kdo vpraša po moji spolni identiteti, bom pa vedno iskreno odgovoril, tako kakor je, a ne. Kaj pa vse ostale spolne identitete, o katerih lahko danes še beremo ali pa že sledimo? Pa imamo nebinarne osebe, pa imamo, moram kar malo, spolne osebe, spolno raznolike osebe, androgine osebe. Ja, jaz živim, recimo, zelo binaren svet, ne. To je, ali si A ali si B, ampak to mogoče malo generacijsko pogojeno, ker sem pač že, ja, moram reči, žal malo starejša oseba. In jaz živim v binarnem svetu. Zame je ali A ali B, in jaz sem se odločila, da ne bom A, in sem začela živeti kot B. Je pa zadnje čase veliko teh, kako naj s tem sploh izrazim, Različnih različnih spolnih identitet. identitet prišlo, ja, ki jih sicer spoštujem, ampak ne nujno čisto se razumem, ker je to mogoče včasih malo preveč zame. Ampak spoštujem pa vsakega, se odloči živeti tako pač njegovo spolno identiteto, a ne. To podpiram, ne. Ampak za moje možgane je to že malo preveč. Okej, preden greva midve naprej na tvojo tranzicijo, torej na menjavo spola, lahko mogoče samo še v tem uvodu, kaj v bistvu tebi pomeni spol? Bila si moški, zdaj si trans ženska. A občutiš kakšno razliko? Meni je spol samo marker, ki ga imaš noter v osebnem dokumentu. Prej je bil M, zdaj je Ž oziroma, F, tudi tukaj v angleščini. Drugače meni osebno spol ne pomeni absolutno nič. Meni je pač prvo pomembno oseba, ki je, zato se tudi predstavim, vsakega povprašam po imenu, ne po njegovem spolu. In tudi tukaj naprej lahko potem sklepaš, kako se identificira, a ne. In ja, samo spol mi ne pomeni nič. Zdaj, ampak če jaz od tukaj nadaljujem naprej, če ti spol ne pomeni nič, zakaj ti je bilo ljubše iti v tranzicijo, menjati spol, kot pustiti spol, tako kot je bil ob rojstvu? To pa čisto zaradi lastnih osebnih občutkov, zaradi tega, ker sem jaz dojela, kaj je, ker sem jaz rekla: "Okej, jaz." Prav spomnim se, nisem vedela, kaj je narobe z mano, ne, ampak potem jaz sem se celo življenje preoblačila tako, sicer to so zelo na skrivaj, a ne, ampak sem mislila, okej, to je neki fetiš, to je, whatever, a ne. In tudi imela sem par ferendih relationshipov zaradi tega, ki niso uspeli, zaradi tega, ker sem imela toliko ene prtljage, ki sem jo nosila vedno s sabo. In pač ni šlo čez, nisem bila nikoli ready se prepustiti neki osebi, ke je bilo za mano čisto preveč enih stvari. Potem je prišla pa korona in je prišel covid in je bilo kar naenkrat veliko časa zame, ki si ga jaz prej v življenju nikoli nisem vzela, ker sem se vedno zakopala v delo, v službo in je bilo tako, a je bilo služba ena ali je bil fitnes, moja druga služba. To pomeni, da si lahko bil zaposlen 16, 17 ur na dan in si šel domov, si spal in si šel naprej. In je bil to zelo lep izgovor, ne živeti svoje življenje. In ta beseda mi je zelo všeč, ne živeti svoje življenje. In potem je prišla korona in smo mogli začeti živeti svoje življenje, ker smo imeli kar naenkrat veliko prostega časa. In se spomnim eno nedeljo dopoldne, sedim doma na kavču, pijem kavo, se je devila direkt v spalnico, v mojo omaro, polno ženskih oblek, sem rekla: tole pa normalen straight tip nima, ne." Zdaj se moraš pa ti s tem soočiti, če želiš pač živeti svoj life." In kako si se potem s tem soočila, kaj je sledilo? Ja, sledilo je, odpreš Google, ne, in začneš raziskovati, kaj to pomeni. In potem v Sloveniji pač je nekaj zavodov, ki se s tem ukvarjajo, ki imajo, ki so na voljo za transspolne osebe, da prideš lahko tja, se z njimi pogovoriš.
je tako malo community, se lahko spoznaš tudi z drugimi ljudmi in sem tako začela odkrivati v bistvu svojo spolno identiteto, a ne. Kaj je v bistvu bilo dejansko tisto, kar mi je bilo celo moje življenje in se nekaj pač to samo fetiš ni, zaradi tega, ker me pač biti preveč v žensko ni nikoli vzburilo, ampak mi je bilo vedno samo pravilno. In tam sem pa potem našla pot, kako to v Sloveniji narediš pravno, formalno in medicinsko. Okej, a lahko z nami deliš, prosim, to pot? Kako je to je potekalo? Po guglanju Ja. si našla, določene zavode, skupnosti, kjer, si dobila tudi neko podporo pa neko skupnost, ljudi, ki so šli čez podobne občutke, in od tukaj naprej se je dogajalo kaj? Tukaj se pa potem začne, tvoja tranzicija. To, kar sem prej rekla, iz A v B. Mislim, sicer mogoče to malo zelo kruto rečeno, ampak ja, želeti v bistvu potrditi svojo spolno identiteto, svoje, kaj ti dejansko si, a ne. Da, in tukaj pa to deliš pa lahko na dva dela, a ne. Eno je socialno, to pomeni, da ti dejansko živiš v svojem socialnem krogu, to so najprej družina, potem so prijatelji, služba, sodelavci in tako naprej. Da začneš živeti svoje avtentično pač življenje, to, kar ti čutiš, da si. To je v bistvu, se mi zdi, še najtežji del, zaradi tega, ker, moja izkušnja je, da ljudje največkrat mislijo, da si ti njim nekaj vzel. Eno osebo, ke so imeli radi, ki so imeli v življenju in ti zdaj predstavil neki nov avatar tja pred njih, s katerim se morajo oni zdaj ukvarjati na novo, morajo na novo sprejemati stvari, novo osebo, kdo zdaj to je, kaj zdaj hoče od mene, a ne. Ampak v bistvu mene se pa nikoli ne vpraša, ne, koliko je pa tebi v bistvu v ozadju težko bilo to sploh narediti. Pač mislim, da jaz nikoli nisem v življenju povedal čisto vsem še. Vedno se najdeš nekje ena oseba, pri kateri moraš to narediti na novo, in to je, pa to zdaj že 5 let od tega. Pa me še kdaj preseneti in čisto vsakič je bilo tako res težko. Ampak to je socialni del. Drugi del je pa medicinski. Tukaj je pa tako, vsaka oseba gre, ima majčkeno drugačno pot, sicer neka premica je ista, a ne, ampak tudi nihče ne gre čez vse postopke in nekateri pač ne grejo do konca, a ne. To pomeni do operacije potrditve spola. Nekaterim je dovolj samo socialno, da živijo novo življenje, nekaterim pač želijo iti pa čez vse postopke. A te lahko samo prosim, preden greva midve na ta medicinski del, a ostaneva še malenkost pri socialnem delu? Lahko. Kdo je bil prvi, ki si mu povedala, pa kako si to izvedla? Bila je pa ena moja prijateljica, ki je študirala takrat v Maastrichtu, in smo imeli, videoklic in ne vem, beknila sem ven tako, pač čisto Kaj? random. Sem rekla: "Ti veš, jaz pa želim živeti life kot punca." Nekaj na tak način mislim, da je bilo. In tako prav spomnim se tistega prvega šoka. Ampak mi je bilo lahko zaradi tega, ker pač ni bila oseba ne z mano v prostoru, niti ne v isti državi. Tako dosti smo si zaupali in, Kako si pa potem družini povedala, denimo? in do tega še pridem. Potem druga je bila moja taka zelo dobra prijateljica. Sva bili enkrat na pijači mislim, na Špicu v Ljubljani. To je bilo še easy, zaradi tega, ker smo bili res dobri prijatelji. V družini, to je bilo pa, mislim, da najtežji del, no. Pač prva mi je bila moja sestra. Sem jo enkrat povabila domov na gin tonik, sem rekla: Karmen, jaz moram s tabo nekaj govoriti." In smo se ovinkarili, mislim, da 1 uro, preden sem te stvari ven zbleknila, a ne. Pa moja sestra je taka zelo odprta oseba, tako sprejema drugačnost in vse, ne. Ne vem, pač je sprejela, no. In potem je bila pa naslednja točka bila pa moja mami. Mi so naredile bojni plan, kako bodo to naredile, bila je še korona takrat, smo bili še vsi doma in smo enkrat začeli se usedati, spehniti gin tonik in smo začeli, pogovor in ovinkarili, dokler ni rekla: "No, zdaj mi pa povejte, zakaj smo tukaj danes zvečer, ker ta gin tonik ni to, kar čutim, da je nekaj drugega v ozadju." In se je povedala in vem, da je bilo pač tako, samo ostala je in je šla odprt perilo. Tako, tega se zdaj spomnim. In ni prišla nazaj, si prižgala cigaret, drugače ona ne kadi. In pol smo počasi poskušali razložiti, kako
kaj to je, kaj to pomeni, kaj se bo spremenilo. Ampak je pa rabila ene 2 leti, da je sprejela. Imela sem srečo, ker je bilo takrat na televiziji ful enih oddaj o transspolnosti, ke pač tako položeno v zibelko in sem jaz zmeraj dala kakšno za pogledati tako za nazaj. Mami, da to si poglej, mami, da to si poglej. Ampak nikoli je pa nisem pritiskala in zahtevala od nje, da me kliče po mojem novem imenu, po novih zaimkih. Sem rekla, bo že čas pokazal, a bo sprejela, če ne bo sprejela, jaz pač človeka v to ne morem prisiliti. Tako sem se tudi pri vseh ostalih osebah ravnala pač. Kako te zdaj mami kliče? Ja, Kristina. In je pač rabila je svoj čas, je sprejela, ampak jaz se v to nisem silila. Se mi zdi, da ne vem, včasih pravijo, ja, pa moraš zahtevati to, ke ti si, morajo tebe ljudje spoštovati, ampak pač ljudje rabijo čas. Sem rekla, jaz zmeraj tako pravim, če sem jaz rabila 38 let takrat, da sem prišla do tega, a ne, ne morem zdaj zahtevati od nekoga, da bo v enem dnevu oziroma v eni uri, ono minuto, okej, to si zdaj ti. Ne, pač vse. Kaj je bila pa najslabša izkušnja med vsemi znanci, med vsemi prijatelji? Kdo je recimo najslabše sprejel? Seveda ni treba poimensko, ampak recimo, kaj je bila taka najbolj moreča izkušnja? V bistvu ni bilo neke prav moreče izkušnje, samo vidiš, kako se ti ljudje nekateri odmaknejo iz življenja. Tako v bistvu samo izgubiš stik in to s kakšnimi ljudmi, ke si tako velik del svojega življenja skupaj preživel. Vidiš, da se pač samo počasi odmaknejo tako. Samo stiki se razvodenijo, tako ke da bi vodo noter eno barvo zlil. Jaz sem zmeraj bolj prozorno vse postane. In je pač šlo, ampak jaz to pravim pač, okej, to pač niso več del mojega življenja. In kateri ljudje pač grejo, je prišlo pač veliko novih pozitivnih oseb noter, a ne. To v bistvu ni bilo nekih morečih izkušenj, samo pač ja, veliko ljudi pa tudi je odšlo, no. Ampak jaz imam srečo, pač poznam primere, ke so izgubili družine, se ne pogovarjajo več s starši. Res izgubijo vse in čisto si ne predstavljam, koliko mora pa to boleti, no. Okej, medicinski del, ke si ga že prej omenila, je pa drugi del tranzicije ali pa drugo poglavje tranzicije. Kako pa to poteka oziroma kako se začne in kakšen je postopek? Začne se z obiskom psihiatra. On je v bistvu vodi tebe skozi celoten proces. V ozadju sicer obstaja konzilij, specialistov, to so pač psihiatri, psihologi, kirurgi, ostali pač z različnih pač vej medicine, ki v bistvu sodelujejo pri tem. In slej ko prej obiščeš vse te specialiste. No, ampak da greva zdaj na začetek. To je moja izkušnja osebna, kako sem jaz to doživela. Je bil obisk psihiatra in mislim, da sem bila tam nekje ene 3 obiske sva naredili, ko me je poslala k kliničnemu psihologu, ke prideš tja. Je trajalo 3 sešni so bili. Da ti dobiš vprašalnike za izpolniti, pogovor narediš z njo in potem poda ona svojo oceno, ki jo pač potem ta psihiater prejme. Od tam naprej, spet nekaj časa preteče, pa ti dobiš oceno, oziroma mnenje v kartoteko, to je pa diagnoza F64. To pomeni, da imaš ti motnjo, identitete spola. Kar se meni sicer ne zdi pravilno, zaradi tega, ker pač imaš v kartoteki dejansko zavedeno, da je nekaj s tabo narobe, čeprav v bistvu ni, a ne. To mi je pač malo moreča stvar. Ampak okej, pač to je pač potrebno. Ko dobiš pa, to diagnozo, potem se pa začnejo, dejansko medicinske stvari. Potem naslednji obisk je bil pri endokrinologu. Ta vodi potem tvoj postopek hormonske terapije, ki ga obiščeš kar nekajkrat, na leto, kjer ti izročijo krvne teste in to. In potem se začne tranzicija jaz, ke sem pač transženska, z blokatorji testosterona. To pomeni, da to so zdravila, ki blokirajo, da bi se testosteron vezal v telo. In ker če v bistvu tega ne narediš, estrogen ne bi delal, ker je testosteron pač toliko močnejši hormon in ga bo vsakič povozil. Potem pa začne prejemati estrogen.
ki te pa pol požene v v drugo puberteto, pravijo, kjer se ti začne pa koža spreminjati, prsi ti zrastejo, čustveno se začneš spreminjati noter, res si ratala ful bolj čustvena oseba. Tako vsaka stvar me tako zdaj tako in vsako stvar bolj reagiram, hitreje reagiram, hitreje se zjokam, tako jok mi je zdaj taka stalnica v življenju ratala prej. To je to, kar očitajo ženskam. Ja, Čustvene, jokice, ja, in malo hitro histerične. tako, ja, in na začetku je to zelo smešno, zaradi tega, ker so šli te, ups in downs tako ne znotraj enega tedna, znotraj enega dneva, od veselja do totalne žalosti, in s tem se je bilo zelo težko soočati pri 38 letih oziroma pa takrat že 39, a ne. Je bilo to kar težko, ke ne, zakaj se zdaj jokam, zakaj sem zdaj mislim, zakaj sem zdaj vesela, pol pa čez 5 minut žalostna, to je bilo tako meni bilo noro to podoživljati. Kako je to nekomu, ke to že celo življenje to doživlja, je to tako, bo to zdaj skozi ostalo ali ne bo, ampak ni. Se kasneje pač zravnalo. No, sem pa ugotovila, da sem pač zdaj, toliko let kasneje, veliko bolj nežna, čustvena, tako, ne toliko eksplozivna, tako, pa hitreje pa reagiram, hitreje se ustrašim, tako. Koliko časa pa mora trajati ta hormonska terapija, preden dejansko lahko nekdo začne s pravimi operacijami? Čisto različno, pač tukaj, ke smo te poznam ene par žensk, ke smo šli skupaj, to kar zelo, zelo, zelo hitro, so nekatere prišle tudi do operacije potrditve spola. Tako da ni neke meje. Mislim, neke meje. Je sicer neko zaporedje, po katerem greš, ampak ni pa neke meje. Zelo hitro lahko v to prideš. Zdaj smo imeli mogoče srečo, ke smo malo starejši in, in te morda tretirajo, da si pač dorasel in da veš, zakaj se za to odločaš. Ker recimo pri mlajših osebah, za katere vem, da ti postopki recimo trajajo veliko več let, preden sploh v bistvu lahko prideš do hormonov. Jaz sem bila na hormonih v 2 letih, to je ekstremno hitro. To je tako zelo, zelo, zelo hitro. Mislim, ne vem, lahko, da so kakšni bili še hitreje, ampak ti postopki lahko zelo, zelo, zelo trajajo. Ko govoriš o operaciji potrditve spola, to je Ja. vaginoplastika. Je tako. Katere operacije bi pa še prišle v poštev poleg tega? Jaz recimo to iz filmov poznam, Reduction, torej Adamovega jabolka. Ja. Kaj še? V bistvu lahko operiraš Adamovo jabolko. Lahko ti, to pa v bistvu je, narediš greš na URL kliniko, in ti pregledajo grlo, kakšnem stanju so tvoje glasilke, koliko vidno je tvoje Adamovo jabolko, je bilo poročeno kaj z glasilke narediti, zaradi tega, da ti lahko bolj ženstveno govoriš oziroma da se tvoj glas dvigne. Adamovo jabolko ti lahko pobrusijo, no, za to operacijo se jaz nisem odločila, ker se mi ne vidi toliko in me niti ne moti, ker se mi zdi, da preveč posegov v telo je pač le preveč posegov. Sem pa opravljal obiske pri logopedinji, ki ti je pa, tako v bistvu dosti podobne vaje delaš, kot jih delajo pevci. Da ti v bistvu ohraniš svojo barvo glasu, ampak začneš samo z višjo frekvenco govoriti. V bistvu malo izklopiš svoj bas. Mislim, malo druge mišice se navadiš v grlu noter uporabljati in dvigneš pač frekvenco svojega glasu. In je dejansko prišlo do spremembe frekvence glasu. Ja, je kar za ene 40 decibelov, mislim, da so dvignili moj glas takrat, ko so delali meritve. To se mi zdi kar visoko, no, tako. Ke pomembno pa je, no, da ti v bistvu svojo lastno barvo glasu uporabljaš, da potem ne piskaš pa ne, kako v kakšnih filmih noter na primer, ne, pač ne, to ni končni cilj, to si potem kaj naspaka, a ne. Veš. Kako je pa po finančni plati? Je to krije zdravstveno zavarovanje, so to samoplačniški posegi? Lepotni posegi so v Sloveniji samoplačljivi. To pomeni, na primer depilacija, recimo nekateri si obraz spremenijo, da so bolj ženstveni. To pač vse sam plačaš. Sama hormonska terapija in končno potrditev spola, pač vaginoplastika,
To je pa krito iz ZZZS-ja. To pa vse zavarovalnica pač pokrije. Kako boleči pa so ti posegi, denimo? Uh, Kako se telo odziva, kakšne posledice pusti, koliko bolečin pusti? Zdaj za mislim, za vaginoplastiko ne morem reči, zaradi tega, ker te ta poseg me še čaka, v letošnjem letu, če bo vse po sreči. Tako da je pa te, ke poznam, ke so bili na nekje 4 do 8 tednov, tam okoli 8 tednov, tista doba, ko se telo celi. Ampak, v bistvu samo cene travajo dlje, ne, potem in v bistvu, da to vse ostane tako, kakor mora biti. Imaš posebne pripomočke za dilatacijo, katere uporabljaš, da se ohrani globina in širina spodaj narejenega organa. Kakšne so pa bolečine potem, pa žal še ne morem povedati. Bila sem na operaciji abdominoplastike, vem, da me je bolelo 8 tednov. Tako sem čutila bolečino. Kaj to v laičnem jeziku pomeni? Odstranitev odvečne kože. Drugih posegov, kar se pa tranzicije tiče, pa še nisem medicinskih opravila, ker se jih pač mi ni bilo še potrebno. Kateri so pa tvoji največji izzivi, če bi jih zdaj recimo naštela pri tej tranziciji do sedaj? Bodisi čustveni, bodisi administrativni, upravnopravni, kakršnikoli. Največji izziv je v bistvu po mojem, dejansko se, pravnoformalno spremeniti spol. To je kar veliko enega tekanja okoli. To mi je v bistvu kar veliko energije pobralo, pa se mi zdi, ke si neki medicinski tranziciji noter, v bistvu specialisti, ke jih obiskuješ, so v bistvu vsi seznanjeni s to tematiko, vejo, in kako stvari potekajo. Ko si pa prepuščen, da pa prideš nekam na urade, v javno upravo, tam je bilo pa malo drugačna zgodba. Tam sem naletela naenkrat na eno mino, ke me je v bistvu zelo šokirala in nisem vedela, kako naj reagiram. In to je bilo pri menjavi moje osebne izkaznice. Jaz ne živim v Ljubljani več. In ko dobiš dovoljenje, da lahko zamenjaš svoje ime, sicer sem rabila ene pol leta, da sem to dojela, da lahko to naredim. Sem imela ono pismo v predalu in grem na upravno enoto z njim, vložim prošnjo za menjavo imena in markerja v osebnih dokumentih, prejmem te odločbe, ne, in ko te odločbe prejmem, se pojavim nazaj na upravni enoti, da jaz to pravnoformalno spremenim, ampak ker nisem več prebivalec mesta Ljubljane, moraš to narediti v svoji lokalni občini. Kjer pa nimajo izkušenj s tem in tam sem doživela v bistvu edini tak večji šok, kar se tiče moje tranzicije, in v bistvu postavljeno mi je bilo eno zelo neprimerno in neprijetno vprašanje in punca, ki je delala na okencu, po njenih odzivih je bila kar dosti visoko izobražena, kar me potem zelo šokira. Je vprašala kaj? Vprašala me je tako, če je razlog, da to delam, v bistvu ravno v času korone. In me je vprašala, če je to razlog, da se mi je to zgodilo v življenju, če sem bila cepljena proti covidu. Pač šokira me, res me šokira, Pač prvič, kako lahko to sploh nekoga vprašaš v službi, jaz delam z ljudmi celo življenje, jaz ne bi enemu tako osebno vprašanje postavila. Drugo, mislim, in takrat je bilo pač, so bili ti anticepilci, vse, kako ti v bistvu lahko tako te stvari povežeš med sabo in tu nekoga dejansko vprašaš neko tako globoko vprašanje osebno. Ali to delaš zaradi tega, ali ste se cepili proti covidu ali je to zaradi tega? Takrat sicer imela sem dve opciji, ne, lahko bi se pritožila pa zahtevala njenega nadrejenega in naredila tam, Darmar? darmar, po domače povedano, ja, mene je to tako šokiralo, da sploh nisem vedela, kaj naj rečem. Pač obsedela sem tam, sem rekla: jaz ne vem, kako naj reagiram." Ne vem, res nisem vedela, kako naj odreagiram, tako toliko me je šokiralo ta vprašanje. In to je v bistvu najbolj na poti moje tranzicije bilo to v bistvu po moje, kako naj se temu, kako naj se izrazim. V bistvu moj največji šok, no. V bistvu nekaj takega, ke me je najbolj šokiralo, najbolj nepričakovano. V bistvu se najbolj neudobno glih zaradi tega vprašanja do zdaj v moji tranziciji počutila. Okej. Pa delam z ljudmi in sem vsakoddan z ljudmi in mi ni še nihče nekaj tako neprijetnega vprašal, kakor mi je bilo takrat. Okej. Ko si pa bila na upravni enoti, si bila tam za menjavo dokumentov, Ja. in sicer zaradi menjave imena in česa še? In markerja.
To pomeni, da v mojih dokumentih več ne piše, da sem fant, ampak piše, da sem, punca. A to dejansko pomeni, da se zamenja tudi EMŠO? Ja. Dobiš, iz 500 gre v 505. Oziroma, Kaj pa, recimo rojstni list, in podobno? rojstni list tudi dobiš izdan nov, tak lep frišen je, moderen. V nekaterem pa piše, da je bil spremenjen original. Je ta zaznamka gor narejena. Zanimivo. A je sprememba spola oziroma tranzicija lahko povezana ali pa a se kdaj povezuje tudi s spremembo spolnih nagnjenj? Mislim, spolna identiteta in spolna usmerjenost sta tako dve čisto, različni stvari. Imamo v Sloveniji, par transspolnih oseb, ki živijo zelo eno življenje in so obdržali svojo družino, otroke, vse. In pri meni osebno se spolna usmerjenost ni spremenila. Imam sicer odkrito povedano izkušnje z obema spoli, ampak, prej so me vedno privlačile punce in tudi še zdaj, me. Tako da tukaj se to pri meni ni spremenilo. Nekaterim se, nekaterim ne, ampak se mi zdi, da je bolj, spet moje osebno mnenje, da je to bolj, koliko si potem samo priznaš, no. Da je bila to tudi ena od stvari, ki je bila prej v tebi samo potlačena noter. Da si, ker se mi zdi, da v teh socialnih normah, ke mi živimo, nas toliko v eno škatlico noter dajo, da bog ne daj malo iti levo, desno ven iz nje. In v bistvu se bojimo drugačnosti. Meni pa v bistvu zdaj, kot punca živim 5 let, mene to v bistvu pa, jaz si zdaj rečem, da mi je kar malo privilegij. Meni je pa všeč moja drugačnost, meni je všeč biti drugačen. Zaradi tega, ker recimo tudi v fitnesu, ko delam, ne, pa piše, da uro vodi Kristina, potem pridem jaz tja, in ke daš res energy ven iz sebe, ke res lahko orati povzdigne glas, imam neki drug vibe, kakor ga recimo ena normalna punca ne bi imela. In daš neko energijo iz tega ven. Jaz sem ponosen na to, da sem drugačen, da nisem tako, kot vsi ostali. A odkar si punca, opažaš kakšno razliko, kako te ljudje dojemajo, kako, se družba odziva nate kot prej, ko si bila še fant? Ja, mislim, lahko komot rečem, da biti bil moški v svobodni družbi je največji privilegij, ki ga lahko imaš. In tako v bistvu včasih se človek kar vpraša, zakaj bi se temu še hodil povedat, a ne. Ker se mi zdi, da kot fant, samo recimo na razgovor, okej, se pač, okej, rabiš imeti neko izobrazbo, to pa tretje, ampak samo prideš, malo volje pokažeš in te bo večjemu vsak delodajalec vzel. Ko prideš na en razgovor kot punca, je že 10 000 podvprašanj, zakaj to, ono, tretje, bla, bla. Ali planirate družino, ali tako si tako malo postavljen, se mi zdi, v en, drugi plan, kakor če si fant. Kako te pa družba dojema, me je pa tudi šokiralo enkrat v službi. Jaz sem tranzicijo tudi v službi naredila, a ne, in ljudje so me poznali prej in potem kasneje. In enkrat se spomnim, si naložim v roke, je bilo nekaj potrebno prinesti iz skladišča v eno nadstropje višje, in se je vprašala en sodelavec, zelo prijazno, ne: "Daj, da ti pomagam, ti si zdaj punca, ti tega ne moreš več toliko dvigovati." Sem si mislila: "Šit, jaz imam enkrat več kilogramov malo od tebe, v fitnesu preživim 5 do 6 dni na teden." Mislim, pač tako, sicer ne morem reči, da paše to včasih, ne, da si tako lahko spadaš tako kot pravijo pod šibkejši spol, ne, pa da kdo drug kaj namesto tebe naredi, ampak me je pa šokiralo to vprašanje. Sem rekla: okej, to je tako občutek." Okej, ampak če povzamem, rekla si, dobivaš en cel kup enih dodatnih podvprašanj, Ja. ljudje te tretirajo kot šibkejšo osebo. Kaj je še, to, kar bi izpostavila, oziroma a je še kaj, kar bi izpostavila, zakaj je biti moški bolj privilegirano kot biti ženska? To mene osebno res zelo zanima. Ja, ne vem, pa saj mislim, da je že to dovolj, no. Okej. Da v bistvu ti kot bel fant nimaš, tako res, ke da nimaš nobenih ovir v lifeu. Samo če pokažeš malo malo, ma ne, niti ne sposobnosti, malo, Volje? volje, ja, da bi kaj dosegel, mislim, da ti je to zelo hitro, dosegljivo. Se mi zdi, da zdaj kot punca se moramo pri vsaki stvari tako 6-krat bolj potruditi. Pa tudi pa je, ne vem, to rok 4 let vmes, pa moram, bolj se moram dokazati.
tako, drugače si tretiran, manj tako. To moj doživljaj je to tak. Otroci, a si kadarkoli prej ali pa zdaj razmišljala o otrocih, o otrocih, kaj je pravilno sklanjanje? Z otroki je o otrocih, to je pravilno sklanjanje. A si razmišljala o otrocih in, ali je možno imeti otroka? Ja. Sem razmišljal o otrocih, otroci so bili vedno moja želja, ampak glede na moje življenje, sem živela, se ta opcija nikoli ni pojavila, ker sem pač zelo hitro ubila vsa svoja razmerja. Ampak ko greš v tranzicijo medicinsko, ena od izmed opcij, ki ti je ponujena, je, da greš na ginekološko kliniko, kjer daš zamrzniti, svoje seme in da imaš na voljo, če spoznaš partnerja, da lahko pač umetno oplodiš svojega otroka, a ne. Z umetno oploditvijo, ker pač na hormonski terapiji tvoje telo postane, neplodno. Jaz v bistvu po naravni poti, razen če preneham s hormonskimi terapijami, jaz otroka ne morem več imeti. Prej si tudi omenjala, a sem prav razumela, notranji organi načeloma ostajajo enaki, to pomeni, kakšen ginekolog, mamografija, to ti ne pripada, ali pač? Ja, opravim jaz drugače ultrazvok prsi enkrat na leto oziroma enkrat na leto in pol, zaradi tega, ker pač, tvoje telo se začne razvijati, začnejo ti rasti prsi. Jaz sem sicer, ko sem delal abdominoplastiko, sem si še povečala svojo lastno maščobo, ker je pač to bilo ravno na voljo in sva se s kirurgom tudi v tej smeri pomenila. Ampak ja, ti začnejo prsi rasti in ti jih v bistvu moraš začeti, pregledovati zaradi možnosti pač rakavih tvorb. To je pač isto potem kot pri vseh ostalih ženskah, a ne. Res, da tako da pa ultrazvok notranjih organov moram enkrat na leto in pol oziroma enkrat na leto opraviti zaradi, Hormonskih terapij. hormonskih terapij, ker da v bistvu nimaš notri kakšnih, raznih obolenj, ki bi se lahko kot posledica razvila, a ne. Sicer se mi zdi, da tako zelo mislim, da ti pregledi, ki jih jaz opravljam enkrat na leto kot obvezne, bi mogli tudi biti malo bolj dostopni tudi mogoče za celotno populacijo. Res opravljam res veliko medicinskih pregledov, a ne, na neki letni ravni. In se mi, v bistvu vsaka sprememba na mojem telesu se takoj povsod vidi, a ne. Kristi, kakšno je pa tvoje mnenje o trans ženskah v športu? V kateri disciplini, v kateri kategoriji bi, one morale ali pa smele tekmovati in v kateri ne? To predvidevam, da je prišlo to vprašanje iz polemike, ki je bila zelo po medijih o transspolni tekmovalki iz Amerike, ne, plavalki. Še ena boksarka. Ja, pa zdaj na olimpijskih igrah, ki je bila boksarka, ki se je v bistvu na koncu izkazala, da je, biološka ženska, a ne, da ni transspolna oseba. A jaz se bom vrnila tako spet na moje osebno življenje. Midva sva se spoznala v fitnesu in, jaz se učim, ampak tudi treniram skupaj z vsemi ostalimi, ker hodim tja kot trener in kot vodeča oseba, a ne. Meni je hormonska terapija pobrala nekje cirka 30-40% moje moči, ampak jaz sem še zmeraj 1,83 in nekih dobrih 95 kilogramov. In ko treniram z ostalimi puncami, pač moja osebna izkušnja je še posebej pri treningih za moč, jaz sem še zmeraj veliko močnejši od vseh njih. In v nekem takem športu jaz sebe sicer ne vidim, da bi lahko z njimi tekmovala, ker jih pač še zmeraj nadvladam. No, vsaj to populacijo, ki jo jaz poznam v fitnesu, a ne. Verjamem, da v nekem vrhunskem športu neka zelo natrenirana punca, da bi najbrž me tudi premagala, ne, ampak ja. Rada potečem na trele in rada grem na kakšen tek, ene 3 tekme na leto potečem. Tja se pa mogoče v neko kategorijo moraš prijaviti, a ne. In se vedno prijavim pač v žensko kategorijo, ampak jaz v teku pač nisem dobra. Jaz grem tja za zabavo in sem vedno nekje v drugi polovici ali kasneje. Ampak mislim, da v nekem vrhunskem športu se pa jaz iz mojih osebnih stališč ne bi prijavila kot tekmovalka. Se mi zdi, da to, zdaj me bo marsikdo lahko linčal, kakšna transspolna oseba, ne, ker se zato izražam, ne, ampak pač moja osebna izkušnja je, da imam jaz še vedno toliko več moči kakor ostali,
s temi, ki se jaz družim in mi treniram, da pač se mi ne zdi najbolj fer, da bi bila jaz z njimi v isti kategoriji. Tako da Okej. Jaz imam še eno vprašanje. Kako bi želela, da to vprašanje, recimo transspolnosti, starši pojasnijo svojim otrokom, če jih otroci karkoli sprašujejo? ne vem, se mi zdi, da to je pa, da to pa samo ni vprašanje transspolnosti, ampak na splošno drugačnosti, ki je v Sloveniji veliko, a ne. Pač mi smo zelo majhen procent vsega tega. Pa se mi zdi, da moraš otroke naučiti samo o sprejemanju drugačnosti in vsega tega. Jaz sem bila, jaz lahko povem eno svojo izkušnjo življenjsko. Jaz sem, bila debel otrok. In v mojih najboljših letih, če lahko temu tako rečem, sem imela čez 160 kilogramov. To je bilo nekje pri začetku mojih 30 let. In nesprejemanje, ke sem ga jaz že kot debel otrok doživela, je bilo zelo boleče in mi je pustilo marsikatero travmo. In mislim, da mogoče tudi zaradi tega toliko lažje prenašam to tranzicijo, ker sem navajena, grdih pogledov in vsega tega že od prej. In mislim, da če starši učijo že sprejemati drugačnost, že na primer kot samo debelo osebo v družbi, da si odprt, da je to nekaj normalnega, da mislim, da je to dovolj. Saj ne rabiš razglabljati pač z malim otrokom, kaj vse to pomeni, ne. Saj premleti, saj ne razume, saj tudi jaz tega nisem razumela, ko sem bila toliko stara. Ampak samo, da jih učiš odprtosti in sprejemanja drugačnosti, da mislim, da potem, če bi to starši učili svoje otroke, mislim, da bi bil svet veliko lepši. Pač ne samo zame, za vsakega. Okej, za zaključek, če bi lahko dala eno, recimo najpomembnejše sporočilo poslušalcem, gledalkam, ki nas, zdaj spremljajo, kaj bi to bilo? Eno sporočilo. Bodite iskreni do sebe. Ke ti postaneš enkrat iskrena oseba do sebe, ke si ti priznaš vse svoje napake, vso svojo drugačnost, mislim, da začneš živeti eno tako zelo lepo avtentično življenje, ki ti, marsikaj pokaže, marsikatera vrata odpre, ki jih meni se drugače nikoli ne bi. Mislim, da sem jaz kot trans oseba dosegla sem možno veliko več kakor prej kot, fant. Ampak samo zaradi tega, ker sem se mogla res potruditi za to, ampak ke živim res iskreno življenje do sebe. Tako da to je moje sporočilo svetu. Bodite iskreni sami do sebe, do tega, kaj ste. Lahko sem še podvprašanje. Kaj zate pomeni iskrenost ali pa kako jo doseči? To sem se pa naučila pri eni punci na meditaciji, eni Lenki. Ona mi tako, zadnje leto kar spremenila življenje, tako. Da res poslušaš, kaj tebi govori tvoj notranji jaz, tvoj notranji otrok. Da poslušaš to osebo, glas, ke ga imaš stalno v ozadju v glavi. Tisto ti govori resnico. Tam noter je, tisti tvoj iskreni jaz. Noti si. Tako ke biti trans. Saj to jaz, to ni neka odločitev, to je samo biti to, kar si. In pač biti iskren do sebe. Kristi, najlepša hvala za tvoj čas, tvojo iskrenost, za to, da si mi dala priložnost za vsa ta osebna vprašanja. Jaz ti iskreno želim čim več sreče pri tvoji nadaljnji poti. Enako tebi pri podcastu. Hvala. Ni okej. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.